Kako visoko ciljate? Aleksander tukaj. To današnje coaching vprašanje je za vse tiste, ki imate cilje, ki imate vizijo, ki imate sanje, vendar si ne upate sanjati velikih sanj, vendar si ne upate postaviti velikanskih ciljev, vendar ne ciljate proti zvezdam. Težava ljudi danes je ta, da niti v svojem umu, niti v svojih mislih, niti v vizualizacijah ne vidijo nečesa, kar bi bilo idealno. In potem se čudijo, zakaj v realnosti se ne zgodi to, kar bi radi, oziroma ne dosegajo tistega, kar hočejo. Danes ljudje ciljajo na minimum od minimuma. Tudi dostikrat se tako izražajo. Rečejo, samo da bi šlo skozi. Ali pa včasih poslušam dijake, študente, samo da gre, da bo pozitivno, samo da bo šlo. In danes, če imate visoke cilje, če imate velikansko vizijo, tudi če boste se približali enemu delčku te vizije, boste lahko nadpovprečno zadovoljni, nadpovprečno veseli. Ko poslušam večkrat Elona Muska, enega izmed najuspešnejših in najbogatejših zemljanov, razlaga, da njegova vizija, njegove sanje nikoli niso bile, da bi ekstremno finančno obogatel. Denar vedno znova je potreboval za svoje podvige, da je lahko najemal najboljše ljudi, da je lahko nenehno razvijal, rastel in šel naprej. Vendar njegova vizija je bila, da drastično povsem spremeni svet. In če pogledate, ga spreminja. On je vedno ciljal proti zvezdam. Zdaj ne govorim samo z njegovim podjetjem SpaceX, temveč govorim metaforično. Vedno je imel res neko veliko vizijo, neke velike sanje. Imejte to velikansko vizijo, kaj bi radi uresničili, premikajte se proti ciljem, vsak dan korak za korakom, in če vam je neprijetno to deliti z drugimi, povejte to ozkemu krogu ljudi ali pa sploh nobenemu, vendar napolnite vaš vaš notranji svet, vaš zemljevid sveta, vaše nezavedno z idejo, z vizijo, sanjami, s cilji, ki so daleč, daleč od tega, kar sedaj mislite, da je mogoče. In ko boste imeli to velikansko vizijo, velikanske sanje, zaupajte, da če nekaj lahko sanjate, lahko to tudi uresničite. Morda še danes ne veste, kako. In to je dobra novica, ker ne rabite danes vedeti vsega. Važno je, da danes veste iz vse te močne velike vizije, kaj je naslednji korak. In greste na ta naslednji korak, da greste v akcijo. In ko prijete do naslednjega koraka, je važno, da veste, da boste se tam naučili več o novem in naslednjem koraku, ki sledi temu koraku. Kajti vsak korak, ki ga naredite, poleg tega, da se približujete cilju, prinaša tudi novo učenje, novo znanje, novo vedenje. To, kar danes še ne veste, in kljub vsemu, v tej situaciji, kjer ste sedaj, greste proti ciljem, proti rezultatu, proti temu, kar bi radi, boste lahko se nekaj novega naučili na tem novem koraku. In na tem novem koraku spet nekaj novega naučili. In zato vas vabim, da potujete proti ciljem, proti sanjam, da ste aktivni, da si prizadevate, da se borite, da se trudite, da zaupate, da tudi ko padete, se poberete, da vsak padec veste, da je priložnost za novo rast in da mu lahko rečete, ne padec, temveč da mu rečete učenje, da mu rečete spoznanje, da mu rečete odkritje, da ga tako pozicionirate, identificirate, preimenujete, preokvirite, da boste še bolj motivirani in še bolj odločni šli naprej proti ciljem in sanjam, ki jih imate. Kako visoko ciljate, kako velike sanje imate. In danes je priložnost, da naredite te sanje, te cilje, te želje takšne, ki bojo najbolj ustrezali in najbolj močno izžarevali vaše poslanstvo in to, kar imate v sebi.
To je vaše življenje. Danes se odločite, da boste naredili čarobno. Danes se odločite, da boste sanjali brez omejitev, da boste se prepustili domišljiji, da gre svojo pot in s to domišljijo ustvarili novo realnost, novo življenje in se približali ciljem in sanjam, ki bi jih radi uresničili. Če je to coaching vprašanje danes imelo smisel in je bilo za vas koristno, vas prosim, če kliknete na like. Všečkajte. Ne pišite v komentarje, da, Aleksandar, v redu je. Ne, ni v redu. Mogoče se strinjam, mogoče se deloma strinjam. Ne pišite vaše pomisleke, karkoli ne pišete, mi vedno znova pomaga, da vem, da ste tam, da me slišite, da spremljate. In če mi pomagate s tem, da to coaching vprašanje delite, bom lahko pomagal še nekomu. Bom lahko še nekomu osvetlil pot in mu odprl priložnost za sanje. Hvala, ker ste in komaj čakam, da se vidimo na naslednjem coaching